En prav lep pozdravček v novi Kozmo epizodi. Upam, da uživate tale junij. Flora Malotrič vas prav lepo pozdravljam. Sicer pa imamo danes eno super temo za poletne mesece, ker se vemo, ženske rade poskrbimo za svojo kožo, želimo izgledati vedno lepe in mladostne. Tako da danes imam perfektno gostjo, ki nas bo malce popeljala, kako lahko kožo negujemo tudi čez poletje, da bomo na stara leta izgledale prav tako mladostno. Z mano je Tajka Selan, ona je nekako strokovnjakinja na področju nege kože, piše tudi prvi blog, ki je strokovni blog o kozmetiki in negi kože, je pa tudi soavtorica knjige Živjo lepa koža skupaj s Tiko Hribar. Živjo, Tajka. Živjo. Kako si začela tale dan? Krasno. Malce je deževno, tako da vpisva malo na elektren. Ja. Nekako se kar noče vreme tega junija še pokazati v svoji najlepši luči. Ja, nekako ni naklonjeno najni današnji tematiki, a ne, ampak mogoče ravno tukaj dober point, da se pogovoriva o tem, kdaj je potrebno v bistvu uporabljati tudi zaščito pred soncem. Bova malo zmanifestirala zdaj sončne dni s to tematiko. Skratka, jaz bi te najprej za začetek vprašala, kako se je sploh začela tvoja ljubezen do nege kože? V bistvu že pred samim študijem, ampak potem tekom samega študija se pa samo še poglabljala. Jaz sem študirala kozmetologijo na prvi stopnji in tam nekje v drugem letniku sem začela izvajati promocije v bistvu kozmetičnih izdelkov v drogerijah. In tekom tega dela sem jaz res prihajala v stik s strankami in ugotavljala, kje nekako nam manjka tisto znanje, s katerim bi lahko mi operirali v bistvu na kozmetičnem tržišču. Ne? Se veva, da je vedno več in več in več izdelkov in to niso samo neki osnovni izdelki, ampak so zdaj že tudi razni retinoli, vitamini C, peptidi, ne? In zato, da se navigiraš med temi izdelki, res potrebuješ že kar en tak zajeten kupček znanja, no, vsaj, če ne drugega, nekega poenostavljenega razumevanja, kaj to je in kako sploh to uporabljati. In moja misija je nekako bila že takrat tekom študija narediti neko platformo, kjer bi jaz lahko te informacije delila in kjer bi lahko nekdo prišel do teh informacij na zelo enostaven in pa pač hkrati tudi dovolj poenostavljen način, da bo razumljivo za laika, no. Tako da, ja, takrat se je začela nekako ta moja zgodba, ki se potem tekom vseh mojih projektov in pa zdaj že 6 let delovanja samo poglabljala. No. Ja, ena na eno stvar se v bistvu zdaj plasti tvoje znanje in to, kar daješ ven. Sicer pa se mi res zdi, da imamo zdaj eno tako poplavo kozmetičnih izdelkov, a ne, sploh ne vemo, kje začeti, pa lahko si v bistvu naredimo tudi kar neki škode, če narobe kombiniramo vse skupaj, a ne. Tako, mislim vsekakor, na trenutnem kozmetičnem tržišču je potrebno imeti kar nekaj znanja, da veš po kaj delaš, ampak hkrati tudi, da dosegaš neke željene rezultate. Ne? Ker ni pomembno samo, da ti pač pravilno plastiš, kombiniraš izdelke, ampak hkrati moraš tudi vedeti, kaj uporabljati za svoj tip kože, za neke svoje prisotne problematike, zato da tudi dosežeš neke željene rezultate, ker sicer lahko ti izvajaš nego brez nekih benefitov oziroma rezultatov. No? Ja, in če bi hotela danes iti v vse podrobnosti, bi rabili par ur ali pa cel dan. Ja, zagotovo. Tako da bova danes se v bistvu skoncentrirali na nego kože, kar se tiče sonca, torej zdaj v poletnem času, ker kar pa vem, kar sem se pa naučila, jaz sem tudi taka ljubiteljica nege kože, imam rada skrbim za svojo kožo in me tudi zanimajo sestavine in tako. In če sem se kaj naučila je, da lahko ti imaš ne vem kako drago kremo, ampak če ne uporabljaš kreme z zaščitnim faktorjem, vse v bistvu izničaš, ker si lepo kožo neguješ, pa greš pa na sonce in ti jo ožge in pokvari vse efekte, ki si jih prej pridobila. Tako da, a bi lahko povedala kaj na to temo, ker se mi zdi, da sicer že ptički čivkajo, kako pomemben je zaščitni faktor v kremah, ampak ljudje pa še zmeraj tako radi poležavajo cele dneve na soncu, čeprav je vedno bolj škodljivo. Kako ti gledaš na to? Jaz bom tokrat odgovor na to vprašanje začela drugače, kot bi ga običajno, ne? Ker običajno je moj odgovor, ja, zaščita pred soncem je definitivno nujna in jo je potrebno uporabljati vsak dan, ne glede na vreme, ampak bova začela malo drugače, ker se mi zdi, da ljudje na to prizmo zaščite pred soncem gledajo kot črno-belo. Ali uživaš na soncu, v tem smislu se sončiš, misliš, da imaš s tem neke pozitivne učinke, na drugi strani pa ti isti ljudje gledajo nas, ki nekako zagovarjamo vsakodnevno uporabo kreme z zaščitnim faktorjem kot ene ekstremiste, ne? Kot da se pa mi soncu izogibamo, kot da mi v bistvu zanikamo, da ima sonce neke pozitivne učinke, kar zagotovo ni res. Ne? Mi se vsi zavedamo, da sonce ima številne pozitivne učinke, ampak se pa zavedamo tudi tistih negativnih in škodljivih in če se gibamo na soncu, jih želimo preprečiti oziroma zminimalizirati. Ne? Tako da iz tega nekako izhaja ta neka pobuda
ozaveščanja zaščite pred soncem, nekaj ne delam v bistvu samo jaz, ampak tudi pač druge kolegice, dermatologinje, oziroma lepotne vplivnice, kakorkoli, kar pozdravljam, ker mislim, da vsako leto v bistvu več kot bomo ozaveščali, več ljudi bo nekako sprejelo to sporočilo, če se gibam na soncu, uporabljam zaščitno kremo. Ampak iz vidika tega, da je pa zaščita pred soncem potrebna, je pa dejstvo. Ne? Prva stvar je, da vsako leto diagnosticiramo več primerov kožnega raka, kar je vsekakor zelo alarmanten podatek, ne glede na to, da potekajo številne kampanje ozaveščanja pred soncem, tako da zaščita pred soncem ni zgolj estetska zadeva, ker si mi želimo biti večno mlade, kar vemo, da ne bo mogoče, ampak seveda je pa mogoče z redno uporabo zaščitne kreme ohranjati kožo v bistveno boljšem stanju, kot če je ne bi uporabljali. Zato, ker ti negativni učinki sončenja, UV-sevanja se tekom let nabirajo. To se nabira in na eni točki pride do izraza, ko več v bistvu telo samo ne more te škode popravljati. In te poškodbe so v bistvu vidne zelo intenzivno v obliki globokih gub, usnjate kože, neenotnega tena. Koža dejansko je popolnoma predrugačena in mislim, da je že to dovolj zgovorno, kako se lahko koža res ohrani v dobrem stanju samo z neko tako osnovno zadevo, kot je v bistvu vsakodnevna uporaba zaščitne kreme. Me se vedno spomnim, ko poslušam take stvari na študije, kjer so imeli enojajčni dvojčici in ena je bila veliko na soncu, ena pa ne, oziroma se je pač tudi mazala in je tako razlika skoraj za 10 let zgleda med njima. Mislim, te študije so nekako najbolj zgovorne, kaj res sonce naredi, ampak mogoče še za kogarkoli, ki morda to zdaj posluša, pa je skeptik, naj pogleda pri svojih starih starših predele telesa, ki so večino leta skriti pred soncem, recimo trebuh, zadnjica, recimo zgornji deli, nekako rokne, če imajo dolge rokave. Naj tam pogledajo razliko med kožo, recimo vrat, dlani, kako drugače izgleda koža, ki je bila dejansko fizično zaščitena pred soncem. Že to je dovolj zgovoren podatek, kako bi dejansko njihova koža izgledala tudi na obrazu, pa na drugih izpostavljenih delih, če bi uporabljali zaščitno kremo, oziroma če bi takrat imeli to znanje, ki ga imamo zdaj mi na voljo, da se lahko zaščitimo. Zdaj v bistvu res toliko enih kanalov, toliko enih možnosti učenja, tako da se res lahko vsak, ki najde veliko trditev za in proti, tako da lahko vsak za sebe presodi. Sicer pa imamo tudi ne samo, kar se tiče kozmetičnih, recimo retinolov in vsega tega, tukaj je zelo veliko ponudbe, ampak veliko ponudbe je tudi, kar se tiče SPF krem. In zdaj, kaj pa zdaj izbrati? Zdaj imamo recimo SPF 30, imamo SPF 50, kaj je boljše, kaj je sploh razlika med tema dvema faktorjema? Jaz vsekakor sem zagovornik višjih zaščitnih faktorjev, ravno na račun tega, ker ljudje uporabljajo premajhno količino zaščitne kreme. To dokazujejo vse znanstvene študije, da na način, na katerega večina realno uporablja zaščitno kremo, rečeva tam za 1 grahek običajno za obraz, dosegamo pri zaščitnem faktorju 50 mogoče SPF 5. Zaščita sončne kreme pada z zmanjšano količino nanosa, ker v bistvu zaščita se meri na določeni debelini zaščitne kreme in samo če to debelino doseževa, pomeni, da bova dosegli tudi ta faktor, ki je naveden na embalaži. Manj kot nanesemo, manjša je zaščita. V osnovi tako zelo grobo ocenjujemo, če naneseš polovico manj, je polovično slabša zaščita, ampak v bistvu je še bistveno nižja. Tako da recimo tista realna količina, ko jo potrebujemo za obraz, je 1/4 čajne žličke oziroma 2 prsta, naredimo 2 črtici, tako da recimo dajeva SPF 50, če dava 1 prst, imava recimo SPF 15 realno, tako da je drastično nižja zaščita za manjšim nanosom. Zato smo zagovorniki tega, da je SPF 30 idealno SPF 50. To je prva stvar, na katero bi se navezala, ker zdaj iz te matematike, če narediva pri SPF 10, nam je jasno, da je verjetno pri manjši količini praktično nična zaščita in ta nek lažen občutek. Jaz sem zaščiten pred soncem. Jaz sem nekaj naredil, ko uporabljaš recimo make-up z SPF-om. Zelo zgovoren primer, kjer imaš občutek, da dosegaš tisti faktor, ki je naveden na embalaži, ampak vsekakor ne, ker make-upa naneseš bistveno premalo, da bi te lahko sploh ščitil pred soncem. No, to je bilo naslednje vprašanje. Kaj pa make-up? Ker je veliko pudrov, BB, CC krem ima zdaj tudi zaščitni faktor, noter se pravi, to ni dovolj. Ne, vsekakor ne. Okay. Je potrebno zaščitno kremo uporabljati ločeno, potem pa damo še čez lahko make-up, ki ima zaščitni faktor. Ampak da še razložim mogoče, kaj je razlika med 30-50, ker v bistvu
če gledamo neke podatke in marsikdo te podatke mogoče vzame tako zelo prikladno iz konteksta, SPF 30 v bistvu ščiti pred 97% UVB žarkov, SPF 50 pa pred v bistvu 98%. Ne? Zdaj, če gledamo, razlika je v bistvu 1% in marsikdo trdi, da ta 1% nekako ni vreden tega ekstra stepa, ker je dejstvo, da tudi višji kot je faktor, več je UV filtrov, v osnovi težja bo formulacija. Ne? UV filtri niso tisti zelo elegantne molekule, kjer na koži delujejo lahkotno, pač potrebujejo neke določena topila in to so običajno kakšna olja, neke bogate snovi, v katerih jih lahko raztopimo in na ta račun so običajno tudi 50, ker pikic so bogatejše na koži, oziroma delujejo morda težje, ampak to zaščito je treba gledati tudi čez prizmo tega, koliko UV žarkov pa v bistvu SPF prepusti. Ne? In recimo pri SPF 30 pa 50+, recimo kar 50+ je najvišja zaščita, če primerjava v bistvu konkretno te dve, je v bistvu 50krat dvakrat bolj učinkovita, ne? Zaradi tega, ker prepusti v bistvu 1,2% UV sevanja še manj. Ne? In dejansko dvakrat bolj učinkovita, če samo čez to prizmo gledamo je. Tako da za nekoga, ki ima že neke težave z neenotnim tenom, ne, predvsem hiperpigmentacija so zelo taka problematika, kjer je zaščita nujna, čim više zaščita, boljše je, ki ima težave recimo z rdečico, z aknami, s kakršnokoli neko vnetno boleznjo, ali pa si tudi nekako želi samo delati na nekem preventivnem anti-ageu, sem jaz definitivno zagovornik, da 50 je s tem, oziroma 50+ je s tem, koliko UV sevanja prepusti bistveno bolj zanesljivo kot 30. Pa zdi se mi, da so zdaj v bistvu kreme že tako dobro formulirane, da tudi niso več tako masne pa težke, da tudi, ne vem, včasih je bilo mene recimo ful strah, ker sem se začela mazati po obrazu, da mi ne bo zamašil kože. Zdaj imaš pa že v bistvu toliko enih možnosti, ki so lahkotne formule, ko v bistvu nekako vseeno čutiš, da koža diha. Ja, vsekakor so se formulacije zelo, zelo spremenile, je pa tudi tukaj velika razlika, če zaščitna krema vsebuje organske oziroma kemične filtre ali pa anorganske oziroma mineralne. Ne? Zato, ker mineralni filtri so v bistvu delci. In te delce je treba raztopiti običajno spet, ne? In ti delci na koži običajno delujejo bistveno teže kot kemični UV filtri, kjer se jih da vkomponirati v bistveno lažje formulacije, tako da to je mogoče glavna razlika, ampak ja, tudi formulacije s kemičnimi filtri so lahko teže na koži oziroma delujejo, tako da za tiste, ki se nekako šele spoznavajo, tipajo to področje zaščitnih krem, pa si želijo mogoče sploh začeti uporabljati zaščitne kreme, bi rekla mogoče, da v začetku poskusijo za kakšnimi zaščitnimi kremami v tekočih oblikah, torej fluidi oziroma gel kreme, ker običajno je tam del teh lipidov, torej maščob, ki so potrebne za raztopitev UV filtrov nadomeščen z alkoholom, ki sklapi, ko ga nanesemo na kožo, in je na ta račun zaščitna krema lahko bistveno lažja na koži. Tako da to je ena taka uvertura v zaščitne kreme, ki jo jaz tudi uporabljam recimo pri svojih varovancih na svetovanjih. Imamo običajno to metodo, da gremo tako postopoma z nekimi lažjimi formulacijami, da se v začetku lahko sploh navadimo na ta občutek. No. Ker vseeno je to ena dodatna stopnja v rutini oziroma v negi kože, tako da je treba verjetno počasi uvesti spremembe. Ja, ker pa veliko ljudi pa vseeno zagovarja naravne kreme. Se pravi, naravne kreme v bistvu imajo tak težji občutek, če prav razumem. Naravnim, z mineralnimi filtri. Ja, tu mogoče, da kar v začetku povem, da naravne zaščitne kreme ni. Ne? To marsikdo misli, da zato, ker je mineralna zaščitna krema, da to pomeni, da je naravna. Tudi titanov dioksid, pa cinkov oksid sta kemikaliji na koncu, ki jih tudi lahko pridobivamo sintezno in se zelo, zelo obdelata, preden jih lahko sploh vključimo v zaščitne kreme. Tako da ne gre tukaj za naravno, bolj varno versus nenaravno, sintezno nevarno, ampak bolj za to, v katerem segmentu se mi nekako bolj najdemo s tem, kar je nam senzorično bliže. Je, ker veliko ljudi, ki so v bistvu zagovorniki teh naravnih krem in naravnih stvari, njihov argument je, ja, pa to se vse vpije v kožo, to gre vse v tvoje telo, kaj bi pa ob tem rekla? Ta tematika je res zelo, zelo, zelo kompleksna. Dejstvo je, da vemo, da se čez kožo marsikaj absorbira, ni pa koža kot ena spužva, ki kar vse absorbira, ker če bi bilo tako, ko bi mi šli v bazen, bi se napili s klorom, pa se to ne zgodi. Tako da enako je tudi pri koži. Koža je v bistvu bariera. Prepušča stvari določene, seveda ja, ampak ta absorpcija določenih snovi je v bistvu zelo majhna in hkrati neškodljiva za naše zdravje, ker vemo, da se ti UV filtri izločijo skozi urin. Tako da tudi vemo, da se ti UV filtri pa absorbirajo
ob zelo nerealnih pogojih uporabe, bom jaz temu rekla. Ne? Študije, kjer je dokazana absorpcija kemičnih UV filtrov organskih, so narejene ob nanosu 40 gramov zaščitne kreme na celotno telo. Toliko bi v bistvu rabili za celotno telo, da bi dosegli na telesu takšno zaščito, kot jo deklarira embalaža. Ampak ja, ta aplikacija je bila večkrat na dan po celotni površini telesa, ne, kjer vemo, da je bistveno večja absorpcija, kot če mi namažemo samo obraz, pa vrat, pa recimo dekolte, ostalo pa nekako probamo zaščititi za fizično zaščito, kar tudi nekako mi zagovarjamo, ne, da seveda tiste izpostavljene dele uporabljamo zaščitno kremo, ker tam žal drugače ne grejeni deli, žal jih ne moremo drugače zaščititi, kjer pa le lahko pa uporabljamo fizično zaščito, ker je seveda bistveno bolj zanesljiva kot zaščitne kreme, kjer je nek user error lahko vedno v igri. Kaj pa recimo lasišče, kaj je v poletnih časih malo bolj suho, vsem tudi tukaj pride sonce, kaj bi pa ob tem priporočala poleti? Za lasišče bi rekla, da je najboljše, da uporabljamo pokrivala, sploh ženske, ki imamo prečke, pa recimo za moške, ki imajo plešo, ne, tam je definitivno potrebno v bistvu uporabljati fizično zaščito. V osnovi bi lahko uporabljali tudi zaščitne kreme, ampak vemo, da to lahko hitro privede do tega, da se lasišče zmasti, tako da mogoče kak SPF stik, ki je malo matirajoč, pride lahko v poštev v nekih situacijah, kjer ne moremo imeti recimo pokrivala. Ampak ja, v osnovi bi rekla, pokrivala so nekako najbolj zanesljiva za lasišče. No. Zdaj pa tudi, če vedno obstajajo zagovorniki, ki pravijo, da je malo solarija v redu, da se počasi koža privatno poletno sonce. Jaz jih žal še vedno veliko poznam, ki hodijo sem pa tja v solariji in to zelo zagovarjajo, da se super počutijo in da imajo super lepo kožo. Sploh me je pa šokirala Kim Kardashian par mesecev nazaj, ki je imela v bistvu promocijo solarija in me zanima tvoje mnenje o tem. Ja, noben obisk solarja ni varen. Okay? Samo en obisk solarja poveča tveganje za nastanek melanoma. En obisk v življenju. Kaj šele redno obiskovanje. Mislim, da 3 obiski, zdaj govorim na pamet, tako da če kdo strokovno gleda, naj me ne vleče za besedo, mislim, da za več kot 40% poveča tveganje za nastanek melanoma. Ne v bistvu samo bazalno-celičnega karcinoma, ampak tudi v bistvu najbolj invazivne oblike kožnega raka, kar mislim, da je zelo alarmanten podatek. Marsikdo še zmeraj misli, da to, da pred poletjem dobimo to osnovno zagorelost, pomeni, da mi s tem zmanjšamo verjetnost za to, da nas bo opeklo in s tem tudi zmanjšamo verjetnost, da nastane kožnega raka. Ne? To je običajno ta nekak mentality, da okay, če potem me ne opeče, zmanjšam verjetnost za nastanek kožnega raka, ampak to ni res. Vsaka opeklina oziroma tudi vsaka zagorelost kože pomeni poškodbo na v bistvu nivoju dednega materiala. In ta poškodba na nivoju dednega materiala potem pomeni tveganje za nastanek kožnega raka. Tako da ni samo opeklina tista, ki lahko privede do nastanka kožnega raka, ampak tudi sama zagorelost kože je znak poškodbe na dednem materialu. Tako da ja, priprava na poletje z obiskom solarja je zelo nezaželjena, bi jaz temu rekla. No, jaz čisto razumem ta nek western ideal zagorele kože, pač tistih slik ljudi na plaži v 90-ih, 80-ih, mislim, vsi nekako stremimo mogoče k temu, ker se nam zdi, ok, zagorela polt je lepa. In jaz se strinjam, ja, zagorela polt je lepa, ni pa v nobenem primeru zdrava. Tako da v ta namen, če že želimo zagorelo polt, pa se nekako ne moremo sprijazniti, da smo svetle polti, je boljše, da uporabljamo samo pravitvene izdelke, ker so ti na vse zadnje bistveno bolj varni, kot če se mi izpostavljamo soncu. Da se pa navežem še na to Kim Kardashian afero, kolikor sem jaz seznanjena, ima ona luskavico, ne? Ona ima neko kožno bolezen in ona je nekako ta promocija izpadla, da ona promovira solarij namesto fototerapije. Tudi marsikateri studio, ki nudi storitev solarja, zdaj pred poletjem oglašuje, ja, je tudi za zdravljenje kožnih bolezni, je za pripravo pred poletjem, sploh za tiste, ki imate kakšna kožna obolenja, solarij in pa fototerapija, kjer nadzorovano dovajamo UVB žarke za zdravljenje določenih bolezni, kar se dela seveda na dermatološki kliniki, ni niti približno enaka solarju. Tako da to sta dva čisto drugačna pola, ne? Eno je zdravljenje, eno je pa v bistvu nekaj, kar čisto iz estetičnega vidika delamo. In dejstvo je, da se solarji tudi ne bi smeli promovirati. Ne? Žal pri nas še niso prepovedani, so pa že v številnih državah in res upam, da se to
kmalu zgodi tudi pri nas, no, ker na vse zadnje za tem v bistvu vedenjem, da UV-sevanje je znan karcinogen prve kategorije. Torej vemo, da izpostavljanje UV-sevanju lahko povzroča raka in to lahko tudi preprečimo. Mi pa v bistvu s tem, da dovoljujemo ljudem, da obiskujejo solarije, v bistvu nekako spodbujamo to, da se ljudje nastavljajo potencialnemu karcinogenu in s tem tudi nekako tvegamo, da bodo na eni točki razvili kožnega raka. No. Ja, tako kot si rekla, to je nek lepotni ideal, se mi zdi sploh pri nas, pa na Balkanu. Ja. Naše babice so pač vse bile zagorele. Ja. Tako jaz sem se sprijaznila s tem, da pač ne bom, sploh, ko so se mi začele vedno bolj te pikice delati, sem videla, ok, pač moja koža ni za naslednje in tudi opazim bistveno razliko, recimo, jaz sem par let, ne vem koliko let zdaj že, ampak se res vsak dan mažem z zaščitnim faktorjem po obrazu, ne drugod, to žal nisem toliko pridna, ampak po obrazu pa ja in je bistvena razlika. Sploh tisti, ki smo malo svetlejši, tukaj se recimo takoj vidi te hiperpigmentacije, ki se malo sonček po svet, pegice in tako. Tega je zdaj bistveno manj, tudi struktura kože se spremeni, ko pač si res konsistenten. Tudi recimo, kaj pa danes, ko je slabo vreme, oblačno, tudi takrat je treba se namazati. Je tako? V osnovi bom najprej odgovorila, zares ne. UV zaščita je načeloma potrebna, ko je UV indeks nad 3, to lahko vsak dan preverite v svoji aplikaciji za vreme, ampak uporaba zaščitne kreme, jaz temu rečem, da kot ena mišica. Pač, bolj kot to mišico krepiš, boljše je in zato zagovarjamo uporabo zaščitne kreme vsak dan, zato ker je tukaj ena navada. Bolj kot se tega navadiš, manjša verjetnost, da potem pa na tak dan, kot je mogoče danes zjutraj, popoldan posveti sonce, potem pa si na UV indeksu 6-7, kjer že resno in potrebuje zaščito, pa nima zaščitne kreme. Ne, to se marsikdaj zgodi. Jaz se grem samo do trgovine, pa se potem postane ta neuporaba zaščitne kreme konstantno nek izgovor, ok, se pa nisem na soncu. Dejansko vsaka več kot 15-minutna izpostavitev direktnemu soncu že povzroča neko škodo na koži. Sploh za nas, ki smo zelo svetli, večinoma vsaj v Sloveniji, no smo vsi nekako med fototipi 1 in pa 3. In ja, jaz bi rekla, tu je mišica, pač tako kot vzameš vsak dan telefon s seboj in tega nikoli ne pozabiš, enako je pri zaščitni kremi, se nekako zaželjeno navaditi, sploh če si želiš, da je to neka investicija v dolgoročno, lepo, mladostno kožo tudi pri 60 oziroma 70 letih. No. Ja, ampak da to postane rutinsko, v bistvu, da sploh ne razmišljaš več zjutraj. Ja. Ampak tako, kot si sama rekla, gre za eno navado, katere učinkov ne vidiš takoj. To je mogoče ena stvar, ki ljudje potem malo odvrne od tega, da bi uporabljali zares zaščitno kremo, ker na vse zadnje to, da uporablja zaščitno kremo, oziroma da midve zdaj uporabljava, bova videla neke pozitivne učinke, ko bova stari 50 oziroma 60, ker bo koža takrat verjetno bistveno drugačna od najnih kolegov, ki pa se zdaj sončijo oziroma tudi hodijo v solari, pa nekako ne uporabljajo zaščitne kreme. No. Tako da, ja, je dolgoročna investicija, ampak mislim, da je vredna. Ja, mi se strinjam, jaz videla zdaj že po parih letih razliko, tako da definitivno zagovarjam, tudi svoje prijateljice spodbujam, sicer bolj ali manj neuspešno, ampak lej pač, narediš kar lahko. Zdaj sem te hotela pa še vprašati o čiščenju kože, ker ko imamo gor filtre, jih je seveda treba očistiti. In kako izgleda pa čiščenje kože, če uporabljaš zaščito? Ja, mislim, da si že prej to v enem vprašanju omenila oziroma se na hitro navezala, da marsikdo se je zaščitni krem izogibal tudi z vidika povzročanja komedonov ob uporabi. Jaz bom rekla, da ti komedoni v bistvu nastanejo kot posledica neustreznega čiščenja, zaradi tega, ker sploh vodorezistentne zaščitne kreme ostanejo na koži, če jih recimo splahnemo samo z vodo. Tako da vsekakor, tudi če ne uporabljamo ličil, uporabljamo pa zaščitno kremo, moramo zvečer uporabljati čistilna sredstva. Tukaj najprej, da se mogoče vrnemo na čist en osnovni nivo. Ljudje, ki ne uporabljajo ličil na dnevni ravni, mislijo, da je za čiščenje dovolj voda. Ni. Vsaj zvečer je zaželjeno, da uporabljamo neko čistilno sredstvo, ali je to čistilni gel, micelarna vodica, čistilna pena, čistilno mleko, toliko, da odstranimo vse nečistoče iz obraza, zato ker voda jih žal ne. Čistila vsebujejo v bistvu tako imenovane površinsko aktivne snovi, ki si jih lahko predstavljamo kot ene take magnetke za nečistoče. Pač pridejo do nečistoče, to nečistočo vežejo in se s vodo potem sperejo. In enak mehanizem si mi želimo tudi pri odstranjevanju zaščitnih krem. Tako da jaz bi rekla,
za večino, sploh če so kakršne koli težave z aknami prisotne, oziroma na splošno, da vidimo poleti, da se nam bolj paca kožo, bi svetovala v bistvu metodo dvojnega čiščenja. To pomeni, da v prvi fazi uporabimo čistilo na oljni osnovi. Čistila na oljni osnovi dejansko raztapljajo UV filtre, te polimere, ki se oprimejo kože, tudi ličila, zelo efektivno. In ta čistila vmasiramo v suho kožo, zato da to vse raztopimo, izperemo z vodo, potem pa nadaljujemo z čistilom na vodni osnovi, torej gelom, micelarno vodico, peno oziroma mleko. Tako da to bi rekla, da je nekako najbolj efektivna metoda za odstranjevanje UV filtrov. Za telo pa bi recimo prišel v poštev kakšni oljni čistilni geli, ne? Ker tam pa res pač tudi, da te filme izperemo iz telesa zaželeno, ker sploh na kakem dekolteju, hrbtu ali pa ramenskem obroču se lahko tudi naredi, ja, tako. Ja, ker se mi zdi, da veliko ljudi odvrne uporaba krem raven zaradi tega, ne? Ker poleti še bolj švicamo in pol se ti še bolj zapaca koža, oziroma imaš občutek, da se ti in pol se pojavijo lahko tudi take mečkeni mozolčki, akne, karkoli, se pravi. Najbolj pomembno je čiščenje. Tako, ja. Pa verjetno, da najdeš neko kremo, ki ti ustreza, ki tudi ni tako, premastna. Ja, definitivno. Ja. In tukaj se vrnemo na to, kar smo prej rekli, kakšni fluidi, ki so lažjih tekstur, imajo manj maščob, definitivno za tiste, ki so bolj nagnjeni k aknam. In poleti se tudi veliko gibamo, veliko smo okrog, kaj pa potenje, pa recimo na koliko časa moramo ponavljati nanose sončne kreme, da je ta sploh efektivna, recimo gremo v vodo in tako, ker na enih piše, da so vodoodporne. Kaj to zares pomeni? Ja, nobena zaščitna krema ni vodoodporna. Okay? Nobena zaščitna krema ni 100% odporna na vodo, je pa vodorezistentna. To pomeni, če na zaščitni kremi piše water resistant, pomeni, da po 40 minutah spiranja z vodo še vedno nudi nek določen zaščitni faktor, ki je še zmeraj sprejemljiv. Very water resistant pomeni, da po 80 minutah spiranja z vodo, torej po 80 minutah v vodi, še vedno zagotavlja nek kakovosten zaščitni faktor. Tako da za morje, poletne dopuste, za tiste, ki se zelo intenzivno potijo, športajo, vsekakor very water resistant zaščitne kreme so nekako najbolj smiselne. Za rezistentnost proti znoju dejansko ni nekega standardiziranega testa, bi pa bil dejansko zelo smiselna, ne? Ampak ja, večina zaščitnih krem, ki je vodorezistentnih, je tudi rezistentnih na znoj. Ampak sploh v primeru, da se veliko potimo oziroma da smo res potem izpostavljeni vodi, je smiselno, da vedno, ko pridemo iz neke take športne aktivnosti oziroma iz morja, da zaščitno kremo reapliciramo. Jaz bi rekla, če smo izpostavljeni soncu direktno, torej recimo na morju, kjer veš, da mogoče ne moreš iti v senco, oziroma imaš tudi otroke, ki so nekako se igrajo v vodi, je smiselna reaplikacija na 2 uri. Zato, ker takrat v tem času se že stanjša ta zaščitni film, kar smo se prej pogovarjali, in s tem pade zaščita zaščitni kreme. V nekih urbanih pogojih bi pa rekla, da je res zelo odvisno. Marsikdo je zelo fiksiran tudi na to idejo, da mora zaščitno kremo v vseh pogojih reaplicirati na 2 uri in ga že ta ideja odvrne od neke vsakodnevne uporabe. Ampak jaz bom rekla, da to je nekako smiselno samo v nekih ekstremnih pogojih, na morju pa v hribih, pa v primeru nekega outdoor športa. Za urbano uporabo pa res, če vemo recimo, da gremo popoldan na kavico v center, pa bomo sedeli na soncu, ali pa če gremo popoldan na Rožnik, v Tivoli, gremo športat, takrat je nekako smiselna reaplikacija, torej da malo osvežimo ta zaščitni film. Sicer pa, če vemo, da se gibamo recimo dom, pisarna, pa potem direktno dom, pa spet ni tako nujno. Načeloma potem drži. Tako. Kaj pa od znotraj? Kako pa lahko kožo od znotraj recimo poleti nahranimo, navlažimo? A imaš kakšna priporočila v tej smeri? Za prehranska dopolnila predvidevam. Ja, na tem segmentu tržišča je tudi zelo zanimivo, ker zakonodaja mogoče ne ureja tega tako dobro in marsikdo misli, ok, jaz če jemljem zdaj prehranska dopolnila, sem pa zaščiten pred soncem, kakšne karotenoide, beta-karoten, to je običajno zelo popularno. Ampak nobeno to prehransko dopolnilo ni nadomestilo zaščite pred soncem. Lahko seveda pred poletjem, sploh v primeru, da imamo težave z alergijo na sonce, torej polimorfno fotodermatozo, oziroma imamo zelo intenzivne hiperpigmentacije, smo na splošno zelo svetlega tena, nas hitreje opeče, lahko uporabljamo določena prehranska dopolnila, ki dodatno zagotavljajo nekako zaščito pred oksidativnim stresom, ki ga povzroča uvesevanje, ni pa to nadomestilo zaščitni kremi. Tako da tukaj so pač številni rastlinski izvlečki, ki vplivajo na nekako
boljšo zaščito kože, je pa smiselno to začeti imati vsaj recimo 4 tedne pred dopustom, ne, da res se zgradi ta naravna antioksidativna zaščita telesa in na tak način lahko potem kožo podpremo. Zdaj, recimo, če pa nas opeče, ne, da smo bili nepazljivi, se zgodi, včasih pozabiš, se imaš fajn, ne razmišljaš, kaj pa potem narediš? Zdaj, včasih smo imeli neke žalbe z raznimi jogurti in podobnimi zadevami. Kakšne kreme se pa tebi zdijo najbolj primerne v primeru, da te opeče, kako najboljš sanirati kožo? Jaz bi rekla, kakšen aftersun, ker aftersun imajo običajno kakšne hladilne sestavine, kakšne antioksidante, ki tudi malo pomirjajo vnetje, kakšno aloe vero se tudi lahko uporablja. Jaz bi rekla definitivno pač čim bolj vlažiti kožo, ker opečena koža ima poškodovano bariero in izgublja večjo količino vode, tako da to je nekako pogoj. Če pa zelo opečena koža, bi pa definitivno potem svetovala, kak obisk tudi pri zdravniku, da se dobi mogoče kakšno zdravilo, ki lahko nekako začasno zmanjša tisto vnetno reakcijo. Ampak v osnovi bi rekla, da se probamo temu čim bolj izogniti, ampak ja, potem čim več uporaba nekih vlažilnih hladilnih pripravkov, zato da se lepo pač to vnetje nekako postopoma pomiri. Kakšno je pa tvoje mnenje o domačih žalbah, o raznih kumarah in jogurtih in takih zadev za kožo? Jaz bi rekla samo to, da kuhinjske stvari iz hladilnika niso za obraz, pa tudi iz hrambe. Okay. Pa prej, ko smo se dotaknili samoporjavitvenih krem, kakšno je pa tvoje mnenje na tem področju? Imamo zdaj tudi te spray tan, ne vem, kako se to reče v slovenščini, oziroma pač greš pa te pošpricajo v teh kabinah, a ne? Ravno včeraj sem gledala Frances večer pred spanjem, ko gre Ross v kabino in ga špricne 4-krat v isto smer, namesto da piše hrbet, tako da sem se glih zdaj spomnila na to. Kakšno imaš pa tukaj mnenje? Je to zdravo ali je škodljivo? Kako gledaš na to? Ne, načeloma samoporjavitveni izdelki so varni, bodisi so to ti za domačo uporabo, bodisi so ti v salonu, se mehanizem delovanja je enak pri obeh tipih izdelkov, ne, ti vsebujejo samoporavitvene sestavine, ki odreagirajo z proteini v povrhnji plasti kože in to v bistvu povzroča neko obarvanost. Tako da, če zdaj primerjava direktno to, da greš v solari po barvo ali pa uporabljaš samoporavitveno kremo, sem definitivno tim Ross, tim samoporavitvena krema. Ja, v osnovi ti izdelki so zelo varni za uporabo, tako da če jih uporabljamo nekako sezonsko, bi jaz rekla, marsikdo jih tudi celo leto uporablja, nekako ne vidim nekih težav. Imajo neke smislu določene minuse samoporavitvene kreme, da je treba pač kožo dovolj dobro pripraviti, da je treba vlažiti, sicer smo lahko hitro flekasti ali pa oranžni, pa v osnovi ta dihidroksiaceton, torej ta samoporavitvena sestavina lahko rahlo izsuši kožo, tako da v teh primerih je pač potrebno poskrbeti za zadostno vlaženje. Moram pa tukaj še enkrat dodati, da v bistvu ta samoporavitev ne zagotavlja zaščite pred soncem. Tako da, če uporabljate samoporavitvene kreme, še zmeraj potrebujete kremo z zaščitnim faktorjem. Kaj pa ustnice? Recimo, zdaj tudi obstaja velik šmink oziroma balmov z SPF faktorjem? Je smiselno, vsekakor. Je? Ja. Na ustnicah je koža še toliko tanjša in je še bistveno bolj dovzetna za neke negativne učinke UV sevanja. Se tudi staranjem vidimo spremembe na ustnicah, je to izguba volumna, je to nekako to, da so take suhe, da so gubice na ustnicah prisotne, tako da to je tudi nekako posledica škodljivih učinkov UV sevanja. Je pa problem, ker večina teh izdelkov, ki ima SPF za ustnice, ima res grozen okus. Ampak ja, v osnovi, če imate kak lip balm za ustnice, ki ima zaščitno kremo, je definitivno to nekaj, kar bi v poletnih mesecih zelo priporočala. Kot si pa omenila, dekorativna kozmetika za ustnice, ki bi imela zaščitni faktor, bi bila dejansko najbolj smiselna, zato ker ti pigmenti tudi zagotavljajo nekako fizično zaščito, tudi recimo pred potem kakimi hiperpigmentacijami, rdečico in podobno, ker so ti pigmenti dodani in dejansko tudi blokirajo modro svetlobo, ampak žal, jaz jih še nisem zasledila. Če imaš ti kak predlog, bom vesela. Ne, mislim, jaz sem samo zasledila te neke navadne balme, ki so prvič ful za nič, drugič tak čuden občutek na ustnicah naredijo, niso tako mazljivi. Tako da ne, nisem še zasledila nič dobrega. Ja, v tujini so že, upam, da kmalu pridejo tudi k nam. Ja, sigurno, mi pač rabimo kakšne 5 ali pa 2. Ja. A smo še kaj pozabili? Mislim, da smo se kar veliko enih stvari dotaknili. Mogoče še obstajajo kakšni tretmaji, kako pripraviti kožo poleti ali pa kaj je v bistvu smiselno zdaj v teh mesecih delati za kožo?
Jaz bi rekla, čim več zaščite pred soncem, mogoče kakšno dodatno vlaženje na vse zadnje, torej poleg mogoče vlažilne kreme, še kak serum, tonik, esenca, toliko, da se res poveča hidracija. Zato, ker dejstvo, da s tem, ko smo izpostavljeni UV sevanju, se poškoduje na nek način tudi kožna bariera in je izguba vode iz kože večja. Plus, da recimo sploh poleti bi svetovala uporabo kakih topikalnih antioksidantov, recimo serumov s kakim vitaminom C, astaksantinom, glutationom, skratka, tu je en res ogromen nabor, spet bi lahko debatirali po mojem do jutri samo o antioksidantih, ampak antioksidanti dejansko pomagajo dodatno zaščitni kremi ščititi pred UV sevanjem, zaradi tega, ker v bistvu polovijo te radikale, ki se v koži tvorijo kot posledica izpostavitve UV sevanju. Zdaj, ko si omenila antioksidant, kaj pa recimo retinoli in kisline v poletnih mesecih, ker to vemo, da je malo bolj agresivno za kožo. A je to priporočljivo ali rajš takrat, ko vemo, da se bomo bolj izpostavljali recimo na dopustu, rajš to takrat malo damo na stran ali kakšno je tvoje mnenje? Odvisno od tega, koliko konsistentni smo za uporabo zaščitne kreme. Jaz recimo, če nekdo že reden uporabnik zaščitne kreme, pa reden uporabnik že retinoidov in pa kislin, kar pomeni, da je koža že navajena, ni smiselno, da poleti preneha z uporabo, razen če je res zelo dovzeten za kakšno rdečico, pekline pa hiperpigmentacije v primeru nekega dopusta, ampak vsakeč, ko damo neke aktivne učinkovine na pauzo, pomeni, da ko se vračamo k njim, štartamo na začetku. Ne? In za večino nekako to ni smiselno, vsaj za tiste neke napredne uporabnice, ki so pridne z uporabo zaščitne kreme, pa tudi nekako redne z reaplikacijami. Tako da jaz bi rekla, da je tukaj vse stvar tega, koliko si iskren sam s sabo in si rečeš, ok, a res vsak dan uporabljam zaščitno kremo, res nanašam v takšni količini, kot je potrebno, res skrbim za reaplikacije, pa da tudi zavestno ne ležim na soncu, ne hodim po soncu, da če imam možnost se na kavici usesti v senco, da se vsedem v senco namesto na sonce, potem mislim, da ni potrebno prenehati. Za tiste, ki pa nekako pri teh vprašanjih so pa niso, bi pa rekla, da je mogoče boljše, da se poleti da te aktivne učinkovine na stran, ja, ker na vse zadnje in retinoidi in kisline lahko stanjšajo v bistvu površno plast kože in ta površna plast kože je ravno ključna v bistvu za neko naravno zaščito kože pred UV sevanjem, kar pomeni, da v osnovi smo slabše zaščiteni. No? Ok. Mislim, da sva res ogromno enih vprašanj odgovorili, tako da hvala ti za vse znanje, za vse informacije. Sicer pa kje te lahko še ljudje najdejo? Na Instagramu, na TikToku in pa na blogu povsod pod imenom kozmedok.si. Hvala ti in ti želim eno super poletje in čim lepšo kožo. Hvala enako.